počakati do konca današnjega sestanka, da bodo vsi člani vodstva stranke seveda dali svoje pripombe. Jaz pričakujem, da bomo v osnovi soglašali z pogodbo, s tem, da seveda treba videti, koliko zdaj ta pogodba ponuja predvsem tisti generaciji, katero mi najprej prvi vrsti zastopamo. To je starejši, ne smemo pozabiti tudi na mlade, na socialno, na zdravstvo. In če bomo probali to urediti in seveda predvsem to, da bomo polovili vse tiste, ki so ukradli slovensko premoženje, potem sem prepričan, da bomo tako koalicijsko pogodbo podprli. Seveda pa pogodba ni zacementirana, je v pripravi in verjetno bomo vsi koalicijski partnerji na njo lahko dali svoje pripombe. Pa ste te predloge v bistvu že nekako oblikovali ali je to danes glavni predmet? Danes je to glavni predmet. To je prvi sestanek organa stranke in seveda sestanke bomo nadaljevali tako dolgo, dokler ne bomo zadev uskladili. Pa gospod Erjavec je že takoj, ko je videl te osnutke, nekako tako ocenil, da ne ustrezajo povsem pričakovanim. Slišal sem iz vaših medijev, ki jih zastopate, in vkolikor je on to omenil, verjamete, da je potem tudi nekaj resnice na tem. To vse je zaradi nas. Oni se ne šalijo, kot vidite. Pismo. Zdaj imam pa trema. Dobro bolje izgledate, kako kaže s koalicijsko. No, jaz upam, da do 14. januarja, to se pravi do naslednjega tedna, da bomo imeli končno besedilo, usklajevanja tečejo. Kar se tiče stranke Desus, sem optimist, pričakujem pač tisto, kar ves čas zahtevamo, da pokojnine, da se ne znižajo v letu 2014 in 2015, da ostane regres. Mislim, da smo blizu tega, je pa treba počakati pač do končnih dogovorov. Zlasti pa veliko pričakujem tudi od boja proti korupciji. Moram reči, da v funkciji ministra za zdravstvo, da vidim, da bo treba tukaj res nekaj postoriti, ker stanje takšno, kot je v tem trenutku v zdravstvu, je neustrezno. Mislim, da nobena zdravstvena reforma ne more pripeljati zdravstva na zeleno vejo, če ne bomo počistili s korupcijo v zdravstvu. Tako da menim, da bi to morala biti tudi ena od prioritet. Poleg tega, kar se je dogajalo v bankah, vemo, da bankirji zaenkrat še niso odgovarjali za svoja dejanja, so pa glavni krivci, da smo v takih težavah, kot smo. In seveda zame kot predsednika stranke Desus, ki zastopamo upokojence, pokojnine, je zame nesprejemljivo, da po eni strani se pogovarjamo o tem, da bo potrebno znižati pokojnine, po drugi strani pa saniramo skoraj 5 milijard globoko luknjo v bankah in nekdo mora za to odgovarjati. Jaz se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da je za vse kriva politika. Jaz moram reči, da nisem vedel, da se to v bankah dogaja, da je možno, da nekateri dobivajo kredite brez zavarovanj, brez ustreznih zavarovanj. Mislim, da je treba tukaj najti to odgovornost. Mislim, da je to tudi pomembna točka v koalicijski pogodbi, ki mora biti jasna, ker vidimo, da nekaj se je začelo. Pred novim letom smo imeli že prve preiskave, kar se tiče korupcije v zdravstvu, ampak mislim, da je to šele začetek in pričakujem, da organi pregona in organi pravosodja, da bodo imeli vso podporo, da dokončajo to delo. Gospod Erjavec, kaj pa projekt TEŠ6? Da so znova neki pozivi o tem, da se zadeva ustavi in se naredi revizija. Kako gledate na to? Poglejte, projekt TEŠ6 je tudi tipičen projekt, kjer bi bilo potrebno poiskati to odgovornost. Mislim, da tukaj policija intenzivno dela in upam, da bomo prišli do odgovornih, ker so postavili Slovenijo in tudi vsako slovensko vlado pred dejstvo, kaj storiti s tem projektom. Nekateri so mnenja, da bi bilo najbolje ustaviti, vendar moje mnenje je, da bi to bil potem najdražji spomenik v Evropi. Treba vedeti, v ta projekt je vloženih že 1,1 milijarda evrov in jaz si ne predstavljam, da bi sedaj lahko kar
ustavili in zato je potrebno napraviti revizijo, kako s čim manjšimi stroški ta projekt zaključiti in tudi napraviti strategijo, da TEŠ6 ne bo prinašal z obratovanjem izgubo. Jaz sem prepričan, da lahko stroka pove, na kakšen način bi lahko dosegali rentabilnost. Seveda predpogoj pa je tudi, da vsi tisti, ki so bili udeleženi v teh zgodbah, da bodo tudi pred sodišči odgovarjali. Vi veste, da je poroštvo bilo dano pod pogojem, da bo ta projekt izpeljan, da bo cena, ne vem, 1,3 milijarde evrov, danes pa že vemo, da ta znesek ne zadošča. In tisti, ki so garantirali takrat, da bo to zadostovalo, zaradi tega je tudi Državni zbor dal poroštvo, je treba danes povprašati za odgovornost in ne odgovarjajo za ta svoja dejanja. Jaz sem že večkrat rekel, da leto 2014 bo ključno, mislimo razčistiti s korupcijo na vseh področjih, ali pa bo ostalo tako, kot je in bomo še naprej stalno v krizi. Ker ta korupcija je tudi del razloga, zakaj je Slovenija v tako globoki krizi. Se strinjam, da je bila globalna kriza, da so bile mednarodne okoliščine neugodne, ampak Slovenija je tudi zaradi korupcije in zaradi teh dejanj globje padla kot kakšne druge države. Pri nas, na primer, v letu 2010 je bruto domači produkt padel za 10%, kar je največ med vsemi državami, članicami EU. In razlog je tudi v teh zadevah, o katerih sem govoril. Kaj pa kakšno zagotovilo glede pokojnin, da ne bo posegov, ste že dobili strani predsednice vlade? Ja, mi te pogovore vodimo, jaz pričakujem ta zagotovila, bomo pa videli 14. januarja, tako da do takrat ne bi komentiral, ve pa slovenska javnost, kakšne so zahteve stranke Desus, so povsem jasne že ves čas. Mogoče še ena stvar, ki je v teh izhodiščih PS-ja, kakšno je vaše stališče glede univerzalnega temeljnega dohodka? Ja, to je stvar, o kateri se bomo tudi zdajle se pogovorili v okviru vodstva stranke, tako da predlagam, da počakate, ker to je stvar širše razprave vodstva stranke, ne bi želel preliminarno dajati kakšnega mnenja. Bi po vašem mnenju morali najprej narediti to, uskladiti to koalicijsko pogodbo in šele potem poiskati nova dva ministra ali obratno? No, jaz mislim, da mora to potekati hkrati. To se pravi, s tem, ko zapiramo koalicijsko pogodbo, je treba tudi zapreti vse, kar je v zvezi z rekonstrukcijo vlade. Torej, kakšni so sklepi današnjega sestanka? Ja, vodstvu stranke sem predstavil osnutek koalicijske pogodbe. Ugotovili smo, da bo treba še nekaj dopolniti, zlasti kar se tiče pokojnin in pa regresa. Mi pričakujemo, da bo to v koalicijski pogodbi in seveda mi želimo, da bi bilo posebej izpostavljeno ta boj proti korupciji, ki se je zajedla različne področja. Glede TEŠ-a smo pa mnenja, da ta zadeva sploh ne sodi v koalicijsko pogodbo v tem trenutku, ker niti nimamo vseh relevantnih podatkov, da bi lahko koalicija sploh povedala in se izrekla glede tega projekta. Kar se tiče rekonstrukcije vlade, pa se strinjamo pač, da mora Desus imeti znotraj vlade enako pozicijo kot doslej. Vi veste, da smo imeli dva ministra in pričakujemo pač, da bo rekonstrukcija šla tudi v to smer. Ampak a iščete vi znotraj stranke, mogoče zdravstvenega ministra, a ste uspešni pri tem? Kaj se dogaja na tem področju? Tega ne bom komentiral, ker smo se tako dogovorili na vodstvu stranke in bom o tem spregovoril, ko bodo te pogovori tudi znotraj koalicije glede rekonstrukcije prišli bolj naprej.
Kdaj pa bodo prišli naprej po koalicijski pogodbi usporedno? Ja, kot veste, 14. naslednji teden bo vrh koalicije. Tam se bo pravzaprav začela resna razprava, kako zapreti koalicijsko pogodbo in tudi resna razprava, kako bomo dokončali rekonstrukcijo vlade. Torej, potencialni ministri nekako ne bodo sodelovali pri oblikovanju te koalicijske pogodbe? Mislim, da potencialni ministri bodo tudi sodelovali, ker mislim, da ko bo podpisana koalicijska pogodba, bo treba tudi že vedeti, kateri ministri bodo pokrivali posamezna področja. Zato sem že prej povedal, da gre za vzporeden proces, to se pravi zaključevanje koalicijske pogodbe in pa dokončen dogovor glede rekonstrukcije vlade.